Ko gledam nazaj, mi je včasih žal za ves jalov ples in stres. Ko bi premogla v zadevi svojo siceršnjo bistrost, si mislim, bi bilo drugače. In včasih me res prime, da bi se maščevala. Nikogar ne bi obvarovala pred njim samim. Bila bi več kot iskrena. Leto dni pred samo sabo. Šla bi z drugim. Za zdaj pa mi uspele do mimo vogala. Tako je Eva Kovač sama prebrala nekaj besed iz avtobiografskega romana Tisoč rož. Sama pravi, da najraje piše po izkušnjah in da je to tudi tisto, kar ljudje najraje preberejo. Čez cel roman je več različnih oblik razmerij in odnosov, ki skoznje nas pač glavna junakinja pelje. Zdaj ta odlomek oziroma to, o čemer ste govorili, to je resnica. Resnica je, da vse ljubezni, ki so iluzorične, izgorijo, se pravi, se spremenijo v pepel in to je tudi simbolika tega naslova romana Tisoč rož. In mogoče na tem mestu vam lahko kar povem bistvo tega mojega dela in sicer to je to, da človek, ki ne razrešuje in ne razreši odvisnosti od česarkoli, enostavno nabira rože vse življenje, eno za drugo in te uvenijo. Ob pogovoru z avtorico smo bili priča tudi glasbeni spremljavi, ki je dopolnjevala besede Eve Kovač. Njenega ustvarjanja ne poznam čisto nič, ampak očitno je tematika v tem delu Tisoč rož ljubezenska in glede na to, da imam jaz tudi dosti opraviti s temi ljubezenskimi temami na tak ali pa na drugačen način, po moje lepo skupaj gre vse skupaj. Je pa tudi še en fenomen je pomemben pri besedah, ker beseda pomeni, po drugi strani pa tudi beseda zveni. Tisti trenutek, ko ti govoriš besedo ali pa stavek, dobi stavek ritem in pride ritem do izraza in tudi zven in barva in vse to. In če znaš s tem handlati, s tem delati, lahko dobre učinke proizvajaš. V Zvezi prijateljev mladine Ruše že več let sodelujejo z avtorico, tudi ob tokratni izdaji pa so se odločili, da jo povabijo v svoje vrste. Seveda, ko je izdala zdaj 3. knjigo, sploh nismo pomislili, da je ne bi spet povabili. Kot je sama tudi na začetku povedala, se zelo rada vrača Ruše, ker ima nekaj del korenin oziroma vez partnerstva tudi tukaj, tako da se zelo domače počuti in zmeraj, ko jo povabimo, rada pride. Mi pa seveda gledamo, da imamo čim širši opus svojega dejavnosti. Z romanom o ljubezni in odnosu do nje boste doživljali vse občutke pisateljice, ki se prepletajo skozi branje. Bogve kot sva plula, jaz in ti. Dva oblaka, daleč od ljudi.